Pa če greva k vaši zgodbi. Vi ste bili urednica na Arsu in ta zgodba se je pred kratkim zaključila zelo na hitro in kot sem prebrala vaše pismo v javnosti, precej zamegljeno oziroma nepojasneno. Je pa tudi zelo osebna zgodba, pa me zanima, kaj se je dogajalo, v čem je problem, veste, zakaj niste več urednica? Tako bom rekla, pravzaprav za izvirni greh, kot se temu reče, za tisti dejanski začetni razlog, zakaj s gospodom direktorjem nisva več našla skupnega jezika, dejansko ne vem. To pojasnilo bi rada nekoč doživela. Nekakšne diskreditacije in potem ignoranca in zavračanje dialoga se je začelo že jeseni, že daleč pred tem, preden smo pridelali ta minus, ki je potem postal nekakšen kamen spotike oziroma zunanji, formalni razlog za mojo odstavitev. Tisto, kar čudi, je to, da pravzaprav, nisem pričakovala, ker poznam zgodovino RTV-ja, da bo šel kdo zaradi tega popolnoma do konca. Torej, da je vodstvo na mesto, da bi izbralo dialog, dogovor, razumevanje, izbralo seveda najbolj brutalne oblike, tako rekoč, najbolj ostre, rigorozne oblike obračunavanja s tem, z vodilnimi, z mano, pa potem kasneje tudi s drugimi uredniki. Prepričana pa sem, da sem poskusila vse, da bi se lahko dobro razumeli oziroma da bi vodstvo dejansko razumelo naše potrebe, naš način dela. Z te perspektive pa pravzaprav nekako ugotavljam, da tega ni, da posluha in sogovornikov za to, ne samo zato, kar so naše težave, pač pa tudi kar tak program zahteva in pomeni v slovenskem nacionalnem prostoru, da tega pa ni bilo. Kako je izgledala vaša zgodba? Na Radio Slovenija ste prišli kdaj in kaj se je dogajalo praktično od vašega prihoda sem do nedavnega? Mislite zdaj v vlogi odgovorne? Ja. Ja, prišla sem na radio, to je bilo ravno pred počitnicami, počasi smo se pač sestavili nekaj mesecev, smo delili. Začeli smo pripravljati tudi program za leto 2008, kot trdim, dovolj ambiciozno, ampak seveda s perspektivo 4 let, kolikor je bil moj mandat. Torej nisem hotela vsega pogoltniti prvo leto, pa tudi z ljudmi se ne da tako delati, da bi šli kar takoj na horuk, torej da bi prvo leto naredili vse. Pa potem se mi je zdelo, da določene stvari je treba odpreči na začetku. Zastavila sem tako, da me je zelo zanimala refleksija na kulturnem, znanstvenem, humanističnem področju in da smo ta prostor malo razširili. Potem pa, da smo tudi dali, da smo refleksijo uvedli tudi za tista področja kulture in umetniškega ustvarjanja, ki doslej nista bila na radiju dobro obdelana, da smo imeli tudi oddajo v živo, ki je več ni bilo, ki obravnava vsakokratne kulturne probleme. To je bilo tisto, pa da se dovolj dobro informira ljudi o kulturnem dogajanju doma in tujini. Tako da to so bili prvi začetki, jaz sem seveda zelo, mogoče ta beseda ambiciozno niti ni prava, ampak z veliko zaupanja in z eno tako vizijo, ki bi lahko oblikovala en sodobnejši Ars program, ker je do zdaj kar dost ostajal statičen, pa toliko let. In že v zvezi s programom nisem našla pravzaprav veliko posluha, z načinom produkcije pa sploh ne. Dobila sem občutek, da bi morali, da je bila edina usmeritev, da se to naredi čim ceneje, da se program dela na čim enostavnejši način in da se pravzaprav zelo nekako približamo mogoče tudi kakšnim bolj popularnim
radijskim postajam, torej, da smo bolj poslušani, da pridemo bolj do ljudi. Žal se zataknili pa že pri sami slišnosti. Tretji program je strašno slabo pokrivan v Sloveniji, vedno smo tudi na to opozarjali, ampak še se ni česar zgodilo.